Obe občini, tako Mestna občina Ptuj kot občina Markovci, sta na občinskih sejah potrdili projektno nalogo ureditve Ptujskega jezera. S tem sta dali zeleno luč za uresničitev dolgoletnih želja. Mi smo seveda končno dali na mizo svetnikom projektno nalogo, ki je predpogoj za to, da bomo sploh lahko začeli z postopkom prostorskega umeščanja. Gre za postopek novelacije medobčinskega lokacijskega načrta. Projektno nalogo je potrdila tudi občina Markovci, tako da zdaj lahko začnemo z vsemi temi, bomo kar iskreno povedali, dolgotrajnimi postopki, ker vemo, ko gre za prostorska vprašanja, ko gre za umeščanje v prostor, seveda te zadeve trajajo, tako da nekje optimistično napovedujemo, da v 2 do 3 letih bi lahko imeli to zaključeno. In upam, da vse to, kar smo v projektno nalogo napisali, mogoče zdaj deluje kot spišek želja, ampak si bomo res močno prizadevali, da bomo čim bolj uskladili z vsemi deležniki, ki dajo soglasje, da bomo vse to, kar je zapisano dejansko, lahko tudi potem v nekih nadaljnih korakih izvajali. V obeh občinah bi radi izkoristili potenciale za turizem, zavedajo pa se, da bodo investicije zelo visoke. Seveda pa je potrebno vedeti, da to bo šlo za izjemne investicije, tako da bomo sigurno iskali zasebne partnerje. Želimo si, da bi recimo temu nekje v roku 10 let pa vseeno ta naš biser od jezera zaživel v tistem pravem sijaju, za katerega si vsi želimo, in da bi ga maksimalno izkoristili kot turistično točko. Zaradi varstva narave pa ne bo šlo brez omejitev. Bomo morali usklajevati in z naravovarstveniki, z Društvom za zaščito in opazovanje ptic, potem so kmetijska zemljišča, arheologija, ni da ni, v glavnem kar z ribiči, tako da, ampak mi smo že kar veliko stvari uspeli uskladiti v tistih predhodnih fazah, nekatere stvari so še odprte, imamo pač tudi določene želje, ki jih bomo morali prilagoditi zakonodaji in na koncu pač jaz upam, da bomo vsi zadovoljni. No, pa z nekimi kompromisi, ampak vedno je tako v življenju, da je treba spremljati kompromise. Računajo tudi na pridobitev evropskih sredstev. Upamo, zdaj za enkrat seveda še tega ni. Mi rabimo najprej seveda celovit dokument, sprejeti ta medobčinski lokacijski načrt in potem bomo dejansko lahko začeli projekte delati v tisti izvedbeni fazi. Tako da takrat pa upamo, da bodo tudi na voljo seveda evropska sredstva, to bi si najbolj želeli, ker potem pomeni, da lahko investiramo sami, v nasprotnem primeru, kot že rečeno, bomo iskali investitorje. Načrti so veliki, poleg večjih objektov sta tudi sprehajalna in rekreacijska pot ob celotnem jezeru. Čisto vse, kar je noter v tej projektni nalogi, je prioritetno, ampak glavno je, da dobimo prostor, kjer bojo se ljudje lahko rekreirali, športno, turistično, pomeni, da tudi dobimo neko gostinsko ponudbo nekih športnih aktivnosti, najrazličnejših takih, ki so ob jezeru, na jezeru, in pa da seveda ta prostor res uredimo in da dobi tudi podobo nekega športno-rekreacijskega turističnega točke, ne samo zdaj pač, ker včasih nam skoraj malo neugledno zgleda tam. V sami projektni nalogi so sicer vključeni predlogi in ideje, ki so jih dali različni deležniki na Ptujskem jezeru. Brodarsko društvo Ranca Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Zavod za turizem Ptuj, različna športna in ostala društva ter zasebni pobudniki. Ptujska županja pa upa, da bo v projekt vlagala tudi država. Upam, da bomo prišli s tem skozi, da bomo tudi tu lahko, ampak v tem trenutku je preuranjeno o tem govoriti, ker danes ne vemo niti, kaj bo v prihodnji perspektivi financirano, ker še nismo tako daleč. Ampak vsekakor je pa na nas, da začnemo z postopki, da začnemo pripravljati zadeve, da smo pripravljeni, ready to go, kot je zdaj dostikrat omenjeno, torej ready to go projekti bodo financirani, vsi tisti, ki pa imamo še to samo ideje, pa seveda ne. Tako da mi smo si zadali kar smele načrte, jaz upam, da bomo uspešni in da bomo to izpeljali tako, da takrat, ko bodo sredstva na voljo, bomo tudi mi pripravljeni. Pri tako smelih načrtih bo pač treba paziti tudi na to, da bodo posamezne faze zaradi financiranja pravočasno narejene.